Dober večer vsem skupaj na letošnjem pravzaprav prvem dogodku kulturnega društva Mohorjan. Čeprav smo že globoko sredi leta, ta korona nam je vsem skupaj precej zagodla, kar pomeni, da smo se morali kulturno društvo Mohorjan pridružiti množici organizatorjev različnih prireditev in smo odpovedali veliko prireditev, verjetno pa nas ista situacija čaka tudi v drugi polovici koledarskega leta. Veseli me, da smo se kljub situaciji zbrali v tako velikem številu in sem res vesela, da smo skupaj. Imam pa eno prošnjo. Po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje vas prosim, če vseeno držite socialno distanco, ker če ne, si moramo nadeti maske, če je ne bomo vzdrževali. Najlepša hvala. Seveda sem pa zelo vesela, da lahko najprej med nami pozdravim današnjega avtorja razstave, gospoda Janeza Repnika z Mute. Veseli me, da ste bili pripravljeni, da smo lahko tako lepo razstavo pripravili tudi na Prevaljah. Med nami pa pozdravljam tudi podžupana občine Prevalje Boštjana Gorenška in ga prosim, če nam spregovori par besed. Hvala. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica Kulturnega društva Mohorjan, spoštovani avtor, častna občana in vsi lepo pozdravljeni v naši Grošljevi galeriji na Prevaljah. Odraščal sem med slikami vašega očeta. Doma je veliko krat tekla beseda o njem, ker so se pač tudi malo poznali. Vaša dela pa vidim prvič. Ko sem si jih ogledal, sem bil pač zelo presenečen, na malo drugačen način delate, ampak meni tudi zelo blizu. Zahvaljujem se vam, da ste se odločili pa pri nas razstavljali oziroma razstavljate. Prej smo podelili priznanja našim devetošolcem z Valeto, naslednji torek pa imamo tukaj proslav v občinskem prazniku, kjer bomo podelili tudi nagrade. Tako da vsem tem ste polepšali dneve, vsem obiskovalcem in nagrajencem. Hvala vam, društvu in vsem, da ste se udeležili tega dogodka. Hvala lepa. Zdaj pa, da ne bo preveč besedi, vabim, da se nam predstavita Špela Ramšak in Urša Močnik-Štumfl, da nam njuni violini malo pobožata dušo. Izvolite.
Zdaj pa med nami prav lepo pozdravljam še gospo Mileno Zlatar, umetnostno zgodovinarko, ki se vedno rada odzove našemu povabilu in jo prosim, da nam spregovori nekaj besed o nocojšnjem avtorju in o razstavi. Gospa Milena, lepo prosim. Dober večer, drage prijateljice, dragi prijatelji likovne umetnosti. Tukaj v Grošljevi galeriji je vedno prijetno biti tako lepo obkrožen z likovnimi deli, ob druženju z umetniki in ob druženju z vami, ob klepetu namreč. Še posebej mi je veselje, da lahko spregovorim v razstavi Janeza Repnika, zato ker z družino zelo dobro poznam, zlasti očeta Antona Repnika. In če bi začela o tej razstavi, bi morala kar za tisto steno, ker se je Janez pravzaprav kar sam predstavil. Gre za portrete očeta, matere, družine z 7 otroki, najmlajši 7 je Janez, potem seveda Tisnikar, Karl Pečko, druženje v galerijah, obiskovanje razstav in kaj ni zaznamovalo Janezovo otroštvo kot to. V 60 letih je njegov oče že za slikami uspel, veliko razstav je že imel in seveda na mnogih ga je tudi družina spremljala in seveda tudi Janez. Torej, kako zdaj ni bilo Janezu najbolj lahko ob očetu, ampak kaj bi naj drugega postal kot slikar, če je preživljal z njim dneve in dneve, v njegovem naročju, v njihovi kuhinji in gledal, kako nastajajo slike in hodil na razstave. Zato se mu pa pozna, da se je potem vseeno odlepil od načina in od stila Antona Repnika in postal svojstven. Pa še to je bilo, da Repnika je izoblikovala ena družbena kritika, in ena norma, ki je iskala tudi umetnost in ustvarjalnost v delavcih in kmetih. Imel je to srečo v 60 letih, takrat je naivna umetnost, tako imenovana naivna umetnost, stopila na plan. Ampak že predtem je med obema vojnama je zagrebška skupina Zemlja, katere pobudnik je bil Krsto Hegedušič, opozarjala na to ljudsko ustvarjalnost. Ni vsakdo mogel se šolati in iti na likovno akademijo, niti kakšnega drugega poklica se izučiti. Tako je tudi Anton Repnik, so ga kar določili, ti boš čevljar. In potem po vojni čas ga je ujel, po vojni je lahko samo delavec v tovarni postal. In nekako na isti način so tudi otroci potem rasli ob tej ustvarjalnosti in ob delu s tovarno. In Janez Repnik si tudi izkusil, vsem ni bilo tako zelo z rožcami poslano, da bi se lahko šolali, sploh ne 7 otrok pri hiši, pa od slikarstva živeta, tako da je tudi v tovarni začel. Potem doživel tudi to, na eni strani krivice, pri tranziciji, ostal je brez dela in slikanje mu je postalo poklic, čeprav je že prej slikal. Tako da pri Repnikih to je hiša, kjer se je dogajalo ne samo, da je bila atelje, ampak vedno so bila odprta vrata, tudi galerijo imajo in tam smo se lahko tudi srečevali. Tudi odnos do drugih del likovnih in tudi do starin. Torej, Janez se razlikuje od svojega očeta, delno po motiviki, kajti mlajši človek gleda z drugačnimi očmi, kot pa je gledal njegov oče. On ne bo kovačije slikal take, ampak to, kar se zdaj dogaja, gostilniške prizore, to osamljenost, skupine ljudi, takih brezpravnih in to tu na podeželju in tudi v mestih. Slog je Repnikov mogoče še bolj pripoveden, bolj žive barve, podobna sta si, fizionomije obrazov, roke, ampak pri Repniku starejši je mogoče še bolj, on je sam tudi veliko pisal, komentiral, še bolj na glas komentira, pod narekovaji na glasa. Medtem ko Janez Repnik pa bolj na način, kakor ga je gojil Krsto Hegedušič. Zatem če poznate dela Krsta Hegedušiča v Slovenjgraški galeriji, ga lahko tudi vidite. V glavnem,
pozna se, da je Janez spremljal vse te razstave in na tak način tudi svojstven slog izoblikoval. Rad tudi še kaj pripiše na slike v obliki grafitov, in vidite, zdaj rečemo, je ena situacija, ko je spet kriza, pa je bila takrat tranzicijska kriza. V glavnem, vedno je nekaj, kar lahko umetnik komentira, kar se ga dotakne in to potem da tudi nam obiskovalcem. Čeprav lahko slike beremo, povsem za svojimi očmi, mogoče tudi čisto drugače, kot je želel s to sliko avtor povedati in komentirati. To je ena taka kratka razlaga. Torej, lahko izdam letnik 68, leta 68 rojen, to se prav ne morem reči, da je več mlad umetnik, zrel umetnik, ne. Če bi bila umetnica, mogoče ne bi toliko s številkami operirala, ampak v glavnem imaš že kar desetletja za sabo ustvarjalnega dela, en bogat opus, številčen tudi, in lahko samo rečem le tako naprej, želim veliko navdiha, ki ga ne manjka ob dogajanjih, vsakokratnih, in tudi veliko razstav in eno družbeno priznanje. Eno izmed teh je, da so te Mohorjani povabili v Grošljevo galerijo. Kajti Grošelj je bil tudi en tak umetnik, ki je veliko prispeval za Koroško. Mnogi so rajše šli pa v Ljubljano, pa Pariz, pa Dunaj, medtem ko naši domači so pa tukaj ostali in en ustvarjalec lahko naredi res veliko za celo družbeno sredino. Tako da hvala, da sem lahko nekaj besed povedala in na razstavi Na pot želim vse dobro. Brez Leviča ne gre, pa krasnih violin. Zdaj pa povabim gospoda Janeza, če želi kaj povedati, pozdraviti. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, pa v prvi vrsti pa najlepša hvala za povabilo, da smem danes sploh tukaj biti. To je nekaj najlepšega. Drugače pa zdaj je bilo pa toliko lepega že povedanega, da skoraj ne bi imel kaj dodati, razen resnično ena lepa hvala vsem. Drugače pa naj še slike kaj povedo. Bi pa namesto mene še kako glasbo slišali, bi bilo boljše, ne? Najlepša hvala vsem. Prosim, Špelo, Bušo, gospod Janez je zaželel.
Naj se seveda najbolj zahvalim pa vsem vam, našim zvestim obiskovalcem, da ste si nocoj vzeli čas in se pridružili odprtju te razstave. Seveda vas povabim, da si razstavo odgledate, potem pa vas povabim, da še skupaj malo poklepetamo, si kaj povemo. Seveda vas vabim pa tudi k ostalim našim dogodkom, kaj vse se bo letos odvijalo, pravzaprav še ne vemo. Z zagotovostjo vemo le to, da letošnji 12. Zborovski festival ljudske pesmi najverjetneje ne bo potekal v taki obliki, kot smo običajno vajeni, ker takrat pride na Prevalje preko 200 ljubiteljev ljudske pesmi, kar letos v teh zaostrenih razmerah najverjetneje ne bo mogoče, vendar se bomo potrudili, da bomo pripravili prireditve, na katere boste lahko vseeno prišli in vas že zdaj lepo povabim. Prosim pa vas, da si tokrat postrežete sami. Najlepša hvala in lep večer še naprej.